Drage gledalke, dragi gledalci televizije Exodus, smo pred praznikom vseh svetnikov in smo v studiu povabili gospoda nadškofa pomočnika v Mariboru, dr. Marjana Turniška, da se malo pogovorimo o vsebini tega praznika in sicer pod tremi vidiki. Najprej, kako mi danes kot kristjani gledamo na smrt, potem kako odrasli svet gleda na smrt, potem kaj je trenutek smrti v krščanskem smislu in potem pa svetniki in pa življenje v prihodnosti, se pravi neke vrste pogled v eshatologijo. Gospod Nadškof, dobrodošli v našem studiu. Ja, lepo zdrav vsem. Hvala, da ste se odzvali na povabilo. Prvo vprašanje bi bilo nekako takole. Kako danes sodobni človek pristopa k smrti, ko smo priče raznim izkušnjam, da ljudje zavračajo pogovor o smrti in tudi razmišljanje o smrti. Iz česa ta pojav izvira? Ja, kot je v večini primerov, se mi zdi, da je tudi danes na tem področju odnosa do smrti zelo pisana paleta možnosti, ki jih ljudje uporabljajo. Nekak pluralizem vlada tudi na tem področju. Se mi zdi, da najdemo danes dejansko med ljudmi vse možnosti. Od strahu pred smrtjo, zavestne izbire smrti, porivanja nekako smrt v ozadje, ali pa, če pogledamo nekako medije, nam konec koncev vsak dan smrt prinašajo v naše dnevne sobe preko televizije ali drugih medijev. Tako se mi zdi, da je zelo pluralen pogled ali odnos do smrti. Gotovo pa mogoče bode v oči, ali pa vsaj mene bode v oči neka dvojnost. Po eni strani se nekako zavrača razmišljanje o smrti, se ljudi umikajo smrti, naprimer starši se bojijo za otroke, da bi jih pripeljali k umirajočemu ali umrlemu človeku, celo na pogreb nekateri nočejo svojih otrok vzeti seboj, češ, da mu ne bo to ostalo v nekem spominu, ki bi ga potem oviral v prihodnosti, v življenju. Po drugi strani se tudi nekako utepajo ali izogibajo razmišljanju o stvarih po smrti. Hkrati pa morda celo isti ljudje storijo vse, da bi življenje trajalo čim dlje. To je na videz, kakor zgleda razumno, vendar je pravzaprav neka kontradiktornost o tem. Po eni strani se izogibajo razmišljanju o življenju po smrti, kar bi pomenilo življenje in to večno, trajno življenje, po drugi strani pa, ko to zavračajo, pa vse storijo za to, da bi si podaljšali to zemeljsko življenje. Da bi torej smrt ne samo bežali pred njo, ampak jo tudi čim bolj pomaknili naprej v svojem življenju. Čeprav na konec koncev čutimo in vemo, da na nek način se temu dejstvu smrti ne moremo izogniti. Torej na ta dvojnost, po eni strani beg pred smrtjo, strah pred smrtjo, kakor da je to nekaj, kar ne bi smelo obstajati in želimo celo koga obvarovati pred tem, po drugi strani pa cel kup primerov, ko pa smrt pravzaprav tudi kličemo. In naprimer evtanazija je že en tak primer, ko pa smrt ne odmikamo, ampak jo celo želimo povzročiti. No, potem tudi danes smo priče neki banalizaciji o smrti, da smrt nekako vzamemo neresno, pa celo, da jo smešimo, ali pa, da so oblike obnašanja, ki so do tega dejstva smrti nekako spreziramo, recimo alkoholizem, mamila, potem razpihovanje raznih strasti, vsega tega. A je to slučajno ali je to kaj globljega zadaj? No, jaz sem prepričan, da gotovo je to odsev nekega globljega dogajanja v družbi. V določeni družbi ali pa
dejansko kar po vsem svetu, a ne. Razen morda v nekih najbolj, če rečem primitivnih, ampak v dobrem pomenu primitivnih skupnostih, a ne. Tam nekako smrti se mi zdi še dajejo pravo mesto. Drugače pa je to na nek način res odraz tega, da ljudje nimajo prave orientacije. Ne? Po eni strani bi radi živeli čim dlje in ogromno denarja potroši družba za to, da bi podaljšala življenje, hkrati pa v isti družbi določen segment, skupina ljudi dela vse, da bo čim prej propadla. Naprimer, kot ste omenili, alkoholizem, mamila. Ne? Po eni strani iščejo v teh sredstvih uteho ali, če hočete, na nek način življenje, ker je trenutno življenje zanje, realno življenje pretežko, hočejo življenje na nek umeten način spremeniti, ampak hočejo življenje. Jaz mislim, da nekdo, ki seže po mamilih, seže ne zato, da se bo ubil, ampak zato, ker misli, da je v tistem bolj polno življenje. To se pravi, v bistvu izbere življenje navidezno, dejansko pa izbere smrt. Ne? Tu se mi zdi, da je to neka kontra, tako ena dvoličnost ali pa ena dvojnost v sodobnem človeku, če hočete, ena psihološka, res ena taka situacija schizofrenije. Ne? Zanimivo se mi zdi ob tem razmišljati, da se to usmeri, da se to pojavlja v družbah sorazmernega blagostanja. Sej je tudi revščina tista, ki lahko izzove tako reakcijo. Ampak dejansko so se te anomalije, če tako jih imenujemo, začele pojavljati bolj v družbi nekega relativnega blagostanja. Mamila recimo mamila in druge oblike recimo športa, ekstremnega športa, ne, ki je tudi pravzaprav iskanje življenja in smrti hkrati. Tako imenovani adrenalinski športi, ne? Ko se gre res že preko vsake pametne mere, ne? Zato, da bi se živelo. V resnici se pa hodi po meji smrti že, ne? Ali no, sem mogoče še to, leto sem bil v Auschwitzu, ne? In tam sem tako zelo živo doživel Frankla, ne? Ki je sam živel v Auschwitzu, ga preživel in na osnovi izkušnje Auschwitza pravzaprav razvil svojo logoterapijo. In on se v eni izmed svojih knjig sprašuje, kako to, da ni bilo več samomorov v koncentracijskih taboriščih, ko bi pravzaprav vsak trenutek vsak lahko naredil samomor. Samo zaletel bi se v žico pod napetostjo ali pa poskušal zbežati, pa bi ga ustrelili in bi takoj bilo trpljenja konc. Ampak ne, sorazmerno po statistiki malo samomorov se je zgodilo v koncentracijskih taboriščih, kljub takemu trpljenju. Da si prav morali pobiti. Ja, in glejte, po drugi strani pa danes živimo v relativnem blagostanju, pa je toliko takih primerov, ne, ko človek pravzaprav izbira smrt ali trenutno tudi hitrost na cestah, ne, neizmerna hitrost, neprimerna hitrost. Vse to je tudi na nek način izbiranje smrti. Čeprav v tistem trenutku želi človek življenje, misli, da je to nekaj, kar ga bo poživilo, kar mu bo nekaj prineslo resničnega. V resnici pa je to izbira smrti, ne? Ja. Bral sem enega sodobnega antropologa, ki pravi, da gre razvoj medicine in sploh vsega spleta znanosti o zdravju, pa o zdravljenju človeka pripisovati tej strastni želji za življenjem, pa tudi kako se odmakniti smrti oziroma jo odmakniti v prihodnost. Ja, jaz sem prepričan, da je to prava smer razmišljanja. Tudi jaz tako čutim, no, da je pravzaprav človek se ne more izogniti želji po življenju, ker je ustvarjen, ker je na nek način življenje, ne? Ker mu je življenje podarjeno in se življenju, če je normalen, zdrav in tako naprej, se mu ne more odpovedati. Je nekako normalno, da si želi živeti. In ko se tak človek, torej tako bitje, ki je ustvarjeno zato, da bi živelo, odloči
da ne bo verjelo v življenje, v večno življenje, v življenje po smrti, potem mu ne preostane drugega, kakor da to svojo naravo poskuša uresničiti v tem končnem življenju. To se pa da samo tako, da meje pomikaš naprej, meje starosti, meje smrti. Vendar pa nažalost tukaj Smrt čaka nekje, ne? Kot je tista zgodba, da je nekdo hotel pobegniti smrti, ne? Pa je rekel najboljše v puščavo. Ne? In je ves dan dirjal skozi puščavo in na koncu zvečer ves utrujen prišel do oaze, ne? In tam do vode in se hotel umiti, osvežiti in na bregu tiste vode je sedela smrt in rekla, no, si vendarle prišel, ves dan sem te tu čakala. No, tako na nek način, kot v prispodobi lahko rečemo, se zgodi človeku, ki hoče svoje teženje po življenju uresničiti zgolj tukaj v tem zemeljskem življenju. No, če se malo ostaneva pri tej težnji izzivanja življenja kot negativni drži, kdaj se je po vaše zgodil ta prehod iz teh posameznih izzivov smrti v neko kulturo smrti? Ker to je danes še tehnični izraz in v teologiji, in v družboslovju, in sicer, kaj bi vi rekli? Zakaj se je to sploh zgodilo? Ker pač vsakem človeku je živa ta želja po smrti, ampak se je kljub temu zgodilo. No, jaz bi najprej rekel, da se vedno bolj nagibam k temu, da bi to imenovali nekultura smrti. Ker v tem smislu smrt ni kultura, ne? Ali pa ta način življenja, ki nekako postavi smrt v središče in jo začne enostavno častiti, ne? To v bistvu ni kultura, je pravzaprav nekultura, če kultura pomeni tisto, kar človeku omogoča vedno bolj polno uresničitev kot človeka. V telesnem, duševnem in duhovnem smislu. Medtem ko ena taka odločitev za smrt ali za neko kulturo smrti, se pravi za razmišljanje, to črno, negativno razmišljanje, če hočete satanistično, diabolično, to ni v bistvu pravem pomenu kultura, ker to gre za, pravzaprav ne za izražanje človeka kot človeka, ampak za zapiranje človeka kot človeka, za manjšanje človeka kot človeka. V smrti konec konca se človek, v tem smislu, da je smrt nek konec, da je pravzaprav izničenje človeka, tu se človek ne more več izražati, to pa ni več človek, Človek se mora izražati, ker je bitje izražanja, in bitje dialoga, komunikacije, drugače umira, drugače ga ni. In v tem smislu se mi zdi, da če v tem smislu razumemo to kulturo ali nekulturo smrti, potem se mi zdi, da je to kar zaskrbljujoče, da je tako sorazmerno množičen pojav to. Ja? Ker to vidimo in v gledališču, in v filmi, in v umetnosti nasploh, potem tudi v poeziji, potem v romanih. Glejte, jaz mislim, da je umetnost vedno, če je resnična umetnost, je vedno izraz stanja duha neke sredine. In če tako v veliki meri umetnost izraža to stanje, potem smo res lahko zaskrbljeni. Ker umetnik, če resnično čuti, intuitivno čuti stanje duha in ga izrazi, in je to nekultura ali kultura smrti, potem je to izredno zaskrbljujoče stanje sodobnega človeka. Zdaj jaz, ko ste prej vprašali, kje vidim, da se je ta premik naredil, ja, jaz mislim, da je odločilni trenutek, tisti trenutek, ko se človek, razmišljajoči človek, ustvarjajoči človek, na nek način zavestno ali podzavestno odloči, da transcendenco, da človekovo presežnost pusti ob strani in se poskuša zadovoljiti znotraj svojih mej. Čeprav mogoče misli, da nima mej, ampak človek je omejeno bitje. In če hoče samega sebe v polnosti uresničiti zgolj samo znotraj svojih mej, se nujno začenja zapirati v začaran krog, zapirati sam vase. Ali je to
individualno ali skupinsko, je potem pravzaprav vseeno. Ne? Se pravi, mejne točke postanejo končne točke. Tako, mejne točke postanejo navidezno neskončne, ampak samo navidezno. In zato tudi ne more človek se tu potem v resnici izživeti. In to vodi v smrt. In bolj, ko se v tem začaranem krogu ali pa tem miljeju, zaprtem miljeju nekdo suče, bolj leze v to negativnost, v to nekulturo smrti. Ne? In ko lahko dobi potem skrajne meje. Najprej dobi takšne meje, kot smo prej govorili o teh, da se odloča za neka dejanja, učinke, načine življenja, ki hodijo po robu, a ne? Potem malo čez, zlasti, če je to malo bolj organizirano, da se je več ljudi skupaj nekako najde v tej smeri, potem pa začnejo tukaj nastajati tudi razni krogi, ki prav gojijo smrt, ki se zatekajo v smrt. Nenazadnje poznamo tudi v Sloveniji že pred davnimi leti krožek, samomorilski krožek, bi lahko rekli takrat elitnih krogov mladine, a ne? Ki enostavno ni verjetno videla več pravega izhoda, izziva v življenju in je ali kot protest ali pa kot lastni izraz našla v nekako ruski roleti, bi rekli, ne, žrebanju, kdo bo naslednji naredil samomor. Ne. Do vse do drugih oblika, ne, ki imajo razne te satanistične skupine, ne, ki imajo prav način življenja, čaščenja smrti, tudi dejansko izvajanja smrti in konec koncev, če še širše pogledava, tudi teroristični napadi. Konec koncev to, tudi če so v imenu Boga, ker ne morejo biti v imenu Boga, pravzaprav izražajo brezboštvo. V vsakem primeru. Zato, ker izberejo smrt, ne? Ker izberejo smrt, ne življenja. Ja. No, zdaj se dotaknem še enega zelo pomembnega področja, namreč terorizem je zmeraj bolj vezan na politično dogajanje in na politične sisteme. In iz raznih političnih teorij vemo, da politika nekako se poigrava, oziroma bi morala zelo biti pazljiva za 3 področja. Namreč človekov strah pred smrtjo bi morala reševati pozitivno v tem smislu, da lajša življenje. Ne? Potem človekov željo po preživetju, v tem smislu, da omogoča dostop do hrane. Ne? In potem pa človekovo željo po svobodi, po presežnosti, tako da ustvari sisteme, ki so bistveno odprti za izmenjavo mnenj, se pravi, so tolerantni in pa svobodo sprejemajo kot temeljno postavko nekega sistema. Ampak pogosto smo priče, da prav strah pred smrtjo politika izrazi kot vir oblasti. Meni se terorizem, potem pa recimo kontrolo preživetja, recimo ne bo plač, ne bo penzij, ne bo tega, ne bo onega, če ne boste obogali. V kakšni meri lahko tudi tukaj govorimo, da je prisotna neko občudovanje smrti, da to ni le tako nedolžna zadeva, da je to zaskrbljujoča zadeva. Glejte, jaz mislim, da politika ni neka abstraktna stvar. To se pravi, politika ni nekaj, kar bi padlo od nekod. Politika je odraz družbe, ljudi, konkretnih ljudi. In politiki so pragmatisti. Že po definiciji, vsaj v demokraciji. Ne? Yeah. Skoraj ne more biti drugače. Ne? Torej, ker si morajo prizadevati za število glasov. In zato se marsikdaj obnašajo v skladu s pričakovanji volivcev. Yeah. In če danes volivci pričakujejo to in to, potem politik, ki bi jim ne obljubljal tega in ki bi jim vsaj nekaj tega tudi skozi zakone in druge uredbe ne omogočal, pravzaprav pogori. Zato je normalno,
ko se enkrat politika nekako, ali pa družba, v kateri ena družba, država, narod odpove nekim, zopet smo tukaj, nekim presežnim kategorijam, ne? In da skupno dobro omeji samo na dobro živeti, dobro se imeti, zdravje zagotoviti in tako naprej, potem je nujno tudi politika takšna, da misli samo o teh stvareh in da s temi stvarmi potem tudi manipulira, oziroma da volivce na nek način lahko prav s temi sredstvi, ki jih volivci sami na nek način jim predpisujejo, tudi usmerjajo, da lahko rečemo manipuliramo, ali pa dejansko usmerjajo s tem principom korenčka in palice, ne? Dokler imajo to možnost, ko so na oblasti. Seveda, v demokraciji je možno to tudi zamenjati, potem se lahko tudi zamenja. Vendar, če se ne menja mentaliteta, potem v bistvu se mi zdi, da nobena garnitura politična ne more ne vem kaj narediti, ker bo zelo hitro zopet odšla s prizorišča, če ne bo na nek način služila volivcem. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno to, kakšen duh se ustvarja, kakšne vrednote se gradijo od malega naprej v neki družbi. Se pravi, od družine, vrtcev, šole, višjega izobraževanja in potem tudi seveda odraslih ljudi. Ker dejansko politiko bodo ti kreirali s svojim načinom razmišljanja. Tisti, ki pa hoče imeti oblast za vsako ceno, bo pa, kadar ima možnosti in sredstva za to, vse naredil, da bo zadrževal ljudi tudi glede vrednot in mišljenja v tisti smeri, ki je njemu najbližja ali pa tudi najlažja. No, tu se še eno vprašanje se tu postavlja v tem kontekstu. V Evropi je to že rešila, ampak pa nas še ni rešeno. Namreč vojna, vsaka vojna prinese ogromno smrti. Ja. In to so smrti, ki niso upravičene. To so ali nasilje, ali ideološka borba, ali kaj drugega, ali je čisto podrejanje naroda narodu. In po vojni se potem postavi vprašanje, kako nasilne smrti razumeti oziroma kakšen odnos do njih sprejeti. Recimo v Nemčiji je po vojni Adenauer najprej prosil vprašanje vse Nemce, da se pred seboj odpustijo. Podobno je naredil de Gaulle v Franciji, isto je naredil de Gasperi v Italiji. To so tri države, ena zmagovalka, dve poraženki, kjer je bilo ogromno mrtvih zaradi ideologije in notranjega sovraštva, in pa zaradi vojnih pohodov. Ampak so to našli moč, da so se med seboj spravili, da so presegli in ideološko sovraštvo, in politične interese, in pa krivice, ki povzroči sovraštvo, ko je na delu. V kakšnem smislu lahko pravimo ali potrdimo, da družba, ki se seboj ni spravila, da ima napačen odnos do smrti? Najprej morda to se popolnoma strinjam s tem, da je vsaka vojna pravzaprav kapitulacija človečnosti. Kapitulacija tudi dialoga, pogovora, komunikacije med ljudmi na vseh nivojih, seveda predvsem na najvišjih. Zato nobena vojna ni nekaj dobrega. Vsaka vojna je kvečjemu izbira manjšega zla na eni strani, na drugi strani pa vedno veliko zlo. Zato so pravzaprav v vojni končno gledano vsi žrtve. In tam nihče ne more biti zmagovalec v pravem pomenu besede. Vsak človek v vojni je prizadet, je omejen v svoji človečnosti. In samo če pomislimo tudi nedolgo nazaj na tleh bivše Jugoslavije, kaj vse je vojna sprožila, kakšna negativne strasti so se tudi v posameznikih potem sprožile.
ko v mirnem stanju nam na misel ne bi prišlo, da je en človek sposoben take stvari početi, od posiljevanja nasprotnikov in tako naprej, zaradi poniževanja, zaradi uničevanja, da ne rečemo, da je pravzaprav likvidacija še najmilejša oblika v takšnem kontekstu potem, ne. Se pravi, res in tudi gledano svetopisemsko, krščansko, je vojna dejansko poraz, ne, človečnosti, ni pozitivno, ni konstruktivno reševanje konfliktov, ne, ampak mogoče kdaj najmanjše zlo, ki pa je vedno veliko, ne. Ja, drugo vprašanje je seveda vprašanje sprave najprej naroda kot takega in posameznika v njem samim seboj, potem pa tudi z drugimi, ne? In seveda za tiste, ki imamo še eno transcendentno razsežnost, tudi sprava z Bogom, ne? In šele, ko je vse to troje skupaj, se mi zdi, je nek narod, neka skupnost lahko reče, da so rane iz preteklosti zaceljene in lahko na novo zadiha, na novo zaživi. Osebno sem prepričan, da dokler tudi mi doma v Sloveniji ne bomo sposobni na nek način dejanja, ko se rabelj in žrtev srečata in da se v tem srečanju zgodi prošnja za odpuščanje in odpuščanje z druge strani, da tako dolgo ne moremo zadihati kot narod. To pa seveda zahteva resnico v samem sebi, priznanje, sprejetje resnice v samem sebi. Pač na katerikoli strani si, je treba resnico v sebi sprejeti. Tako živo sem prvič to v svojem življenju začutil že kot študent, ko sem se prvič znašel v Dachavu. In sem tam videl, kaj so bili Nemci sposobni tam narediti. Na lastnih tleh pokazati lastno koncentracijsko taborišče. In to ne samo kot muzej, bi človek rekel, ampak kot dokumentarec. In dejansko tudi dokumentarne filme pokazali. Ne? To je v bistvu izpoved ali spoved naroda. In v spravo samim seboj spada to, da pred seboj in pred Bogom in pred drugim priznam, da sem res nekaj storil in da je to bilo narobe. No in to sem doživel, da je nemški narod, ali pa nacisti, no, da saj ni cel narod bil kriv, ampak da so nacisti zdaj v tisti naslednji fazi znotraj nemškega naroda bili sposobni to narediti in to sprejeti. In zato sem prepričan, so bili tudi sposobni obnoviti Nemčijo po vojni. Medtem ko ne samo materialno, ampak tudi sicer so, ker tudi kot narod so zaživeli. A ne? In sem prepričan, da nas v veliki meri to še čaka. A ne? Da še tega nismo naredili in da je to, kar se našega slovenskega naroda tiče, ena velika nekultura smrti še. Ne? Ker, gledajte, toliko nepokopanih ljudi. Ne? In to je druga dimenzija tega, ne? Ki je potem prvi korak, ki verjetno pokaže, da se je sprava v narodu zares zgodila, da gre in dostojno pokoplje vse svoje mrtve. To je od Antigone naprej, Sofokleja naprej, torej zelo jasno v evropski civilizacijski zavesti, da po smrti je vsak človek najprej človek. In ga je treba kot človeka po smrti tudi obravnavati. In prva stvar za umrlega človeka velja, da ga dostojno človeka vredno pokopljemo. Mi pa imamo na vsaki pedi slovenske zemlje skoraj še nepokopane ljudi. Kaj šele, če bi zdaj šli v svetopisemsko tradicijo gledati, ne? Že v stari zavezi, Tobijeva knjiga, ne? Da ne govorimo o novi zavezi, ne? Odnos do človeka, do človekovega telesa, tudi ne samo v času življenja. To je isto telo, tudi po smrti. In je enako spoštovanja vredno, kakor za časa zemeljskega življenja. Ne? Tu smo še bolj poklicani k temu. Ne? Vendar pa sem prepričan tudi v to, da seveda umetno tega ne moramo narediti. Tega se ne da zaigrati.
tudi če bi zaigrali to, se čez nekaj časa pokaže, da še sprave ni bilo. S prvotno močjo. Ja, da še ne moremo, kljub vsemu, da smo to na zunaj nekaj naredili, še od znotraj ne moremo zares zaživeti. Tako da tukaj še imamo veliko dela. No, če zaključijo sedaj to poglavje o kulturi smrti, pa o tem splošnem pristopanju k smrti, pa prideva na drugo temo, krščanski pristop k smrti. Kristjan se v bistvu vse življenje pripravlja na smrt, v smislu, da moli za srečno smrt. Kako bi vi to, ali to drži ta zadeva? Ja, jaz sem popolnoma prepričan, da to drži in bi res spodbudil kristjane, da ne opuščamo te molitve za srečno zadnjo uro. Naši predniki, če tako rečem, so to zelo pogosto molili, redno molili, ponavadi opoldne pri Angel Gospodov so dodali še tudi za srečno zadnjo uro, zvečer pa potem za vse rajne. Tako se mi zdi, da so tudi starejši potem otroke navajali, že od malega, da so se soočali tudi s trenutkom svoje smrti. In mislim, da tudi učitelji duhovnega življenja, tudi Ignacije Lojolski med drugim svetuje, kadar se moraš nekaj odločiti, pa ne veš točno, kaj bi izbral. Pravi, postavi se v uro svoje smrti in pomisli, kakšen bi v tistem trenutku rad bil ali prišel pred Gospoda, da naredim na to ali ono. Ja. Se pravi, to je dejansko ena ura smrti, pa misel na uro smrti, na trenutek svoje smrti, je pravzaprav en pomembni pripomoček za razločevanje duhov. Se pravi, razbiranje med tem, kaj je dobro, kaj je slabo. To je ena misel. Druga misel, ki mi potem prihaja, je to, da krščanstvo pravzaprav smrti ne izpostavlja kot nekaj posebnega. Smrt je del življenja. Se pravi, smrt ni nasprotje življenja, kakor v kakšni drugi kulturi. Je smrt in življenje sta nasproti. Krščanstvo ni smrt nasprotje življenja. Je samo sprememba življenja in sprememba načina življenja. In v tem smislu se mi zdi, da je prav, da vedno znova in znova poudarjamo, da je to eden, če ne najbolj, pa gotovo eden najbolj pomembnih trenutkov zemeljskega življenja. Trenutek smrti. Zato, ker od tega trenutka je potem v marsičem odvisna večnost. Zato je to eden najpomembnejših trenutkov in je vredno se na njega pripravljati vse življenje. Ne samo zato, ker enkrat bo moral priti ta trenutek in bo prišel, ampak zato, ker je to kvalitetno, zelo pomemben trenutek za človeka. In bi rekel, bi spodbudil ljudi, da se veliko ukvarjamo s svojo smrtjo, pa ne v slabem, negativnem pomenu besede, ampak prav v tem, kot se pripravljamo na neko srečanje, recimo ob kakem praznovanju, vemo, da bomo dobili goste, ki jih že dolgo nismo videli, se pripravljamo na to srečanje, ko smo imeli srečanje papežev obisk, dvakratni papežev obisk v Sloveniji, kako smo se pripravljali na njega, ali letos na evharistični kongres, ki je tudi eno posebno srečanje med katoličani v Sloveniji, skupaj z Kristusom pod podobo kruha in vina. In smo se kako pripravljali. Na take trenutke se treba pripravljati. In smrt spada v to vrsto trenutkov, pomembnih trenutkov. Torej, v krščanskih družinah je še zmeraj živo izročilo, da se družina z molitvijo spremlja umirajočega in to v upanju na večno življenje. Kaj bi vi v takih trenutkih posebej naglasil? Katere vidike je v tistem molitvenem ozračju potrebno posebej naglasiti? Ja, najprej morda to, da če je le mogoče, omogočimo svojim domačim, da umrjejo doma. Ne v bolnišnicah ali v nekih tujih okoljih. Dobro, sej so okoliščine, ko ni mogoče, ampak ker pa je mogoče, se mi zdi, da je to ena velika, velika prednost in ne samo za umirajočega, ampak tudi za vse njegove bližnje.
spremlja človeka pri njegovem odhajanju z tega sveta, se mi zdi, da je ena velika milost. In vsak človek bi moral, po moje, nekaj takih procesov dati skozi, da bi dozorel za svojo smrt. Ker se tudi s tem, ko živimo te v zadnje dneve, ure z umirajočim, pravzaprav mi oblikujemo, mi rastemo, mi zorimo, hkrati pa tudi njemu pomagamo pri teh pomembnih zadnjih trenutkih ali dnevih njegovega življenja. Zdaj, kaj bi posebej izpostavil? Ker gre za tako pomemben trenutek in ker gre tudi za našo vero v posmrtno življenje, je gotovo primerno, da so ti dnevi, te ure in trenutki usmerjeni tja, usmerjeni v večnost, ne toliko v preteklost. Gotovo je potrebno se spraviti s preteklostjo, kolikor je le mogoče tudi v zadnjih urah. In to gotovo v pogovoru z domačimi ali morda prav s tistimi, ker čutimo, da bi bilo treba še kako besedo reči, potem pa gotovo tudi v pogovoru z duhovnikom in potem v eni dobri sakramentalni spovedi. Imamo kar 3 zakramente, pravzaprav, ki so namenjeni umirajočim, tako imenovana sveta popotnica, za tiste, ki zmorejo še vse 3, je sakrament sprave, sakrament bolniškega maziljenja in pa sveto obhajilo. To so gotovo neizmerne milosti in sreča, če en človek lahko to na svoji smrtni postelji doživi. Sem prepričan, da nam bodo ljudje, ki bi jim to omogočili, so večnost neizmerno hvaležni za to, da smo jim omogočili te milosti v njihovih zadnjih urah življenja. Potem seveda se mi zdi, da je primerno res eno molitveno ozračje, da tisti, ki pridejo skupaj, da znajo tudi brati sveto pismo na glas, da znajo rožni ven skupaj zmoliti, tudi če umirajoči ne more sodelovati. Nikoli ne vemo, kako on to doživlja. In tako da je, po moje, to zelo pomembno, ker kakorkoli pa je smrt po izvirnem grehu tudi nekaj tragičnega, tudi nekaj bolečega, tudi nekaj skratka drugačnega, kakor bi bilo, če bi živeli v raju. To je dejstvo. Zato je tudi za vsakega umirajočega to tudi velik trenutek, pa čas, tudi preizkušnje, tudi neke negotovosti, konec koncev. Zato je še kako pomembno, da tisti, ki so okrog njega, ustvarjajo eno upajoče ozračje, eno pomirjajoče ozračje, ne nekega beganja sem in tja in neke panike, bi človek rekel. Smrt ne sme povzročati med nami panike, ampak neko mirno spokojnost, ki umirajočemu pomaga, da se res lahko pripravi na ta tako pomemben trenutek. No, tu mogoče še kakšne besede, gospod Načkov, o krščanskem pogrebu. Pogreb je nekako uvod v nov in pa spravljen odnos s pokojnim. Tako. Od takrat se delo poslovimo in je to od tega drugega potem, Mislim, da je pogreb, tako kot ga poznamo v krščanstvu, pa pravzaprav vse kulture, ki so resnično kulture, pa najbolj še tako primitivne, kot jim mi rečemo, čeprav to ni v slabem pomenu besede, poznajo pogrebni obred. Iz tega lahko sklepamo, da čisto antropološko, kaj šele potem duhovno, oziroma versko, izpada pogrebni obred k človeku. Je nekaj, kar človek čuti, da mora biti. In krščanski pogreb ima gotovo več vidikov. Prvič je bolj namenjen živim, kakor mrtvim. Čeprav mrtvim daje neko spoštovanje, možnost spoštljivega odhoda z tega sveta, njihovih zemeljskih ostankov, če tako rečemo. In je pomembno, da se tudi na tak način od teh pozemeljskih ostankov poslovimo, dostojno, z molitvijo kristjani, je pač vsak na svoj način. Potem druga taka faza, se mi zdi, je, da pogreb zaključi na nek način prvo fazo žalovanja svojcev. Tisto
prve dneve, ne, ko je mogoče najhujša. In človek potrebuje neko simbolno izražanje v tem trenutku. Ker ne more tega, z razumom ne moremo tega zracionalizirati. Ne, izgubo enega dragega človeka. To ni možno z razumom do konca priti. Zato mora človek se začeti takrat izražati globinsko. Globinsko se pa izražamo samo simboli. No in tudi te obredi že doma, če človek leži doma, kar bi bilo zelo dobro, da bi čim bolj to uvedli, da bi res vsaj kak dan ali dva tak umrli človek živel doma, da bi lahko v procesiji prihajali k njemu, ne? Da bi lahko bili še ob njegovem telesu še nekaj časa. Ne? Poglejte, če umre mama, kako to je telo, iz katerega smo išli, ki nas je hranilo in tako naprej. In to ne moreš v eni uri se posloviti. Potrebuješ nekaj dni, pa ne oddaleč od slike, od konkretnega telesa, ki se ga lahko tudi dotakneš, ki ga na konec koncev lahko tudi pokrižaš, ne, predno gre v zemljo, recimo. No, to se mi zdi, da nam manjka v naši kulturi tudi. Ne? In pogreb, recimo tudi ti obredi prej se to omogočajo in potem pogrebni obred kot zadnjo dejanje tega prvega dela žalovanja. In potem hkrati pa odpre tudi simbolno, ne? Odpre nekako s tem, ko se zapre grob, ne? Odpre ta obred tudi novo perspektivo za tiste, ki ostajamo. Torej, nastopi druga faza žalovanja, ki pa ni več usmerjena v izgubo, v grob, ne, ampak v neko perspektivo, ki nam je tudi ta naš dragi umrli človek konec koncev dal in omogočil in nam je tudi zdaj še naprej omogoča. Ne. Kljub temu, da nas je zapustil, ampak z nami živi naprej, njegov duh živi naprej, njegova prisotnost je zdaj na drug način tukaj. In to je pa ta drugi del, ne, v katerega nas tudi pogrebni obred na nek način usmeri, da lahko potem odžalujemo tudi to drugo fazo in se nekako normalno zopet vključimo potem v vsakdanje življenje. Zdaj mogoče še trenutek smrti, bolj z teološkega vidika, kot trenutek srečanja osebe, ki je umrla z Bogom. To je skrivnostno srečanje, o tem vemo malo. Teologi pa pravijo, vsaj nemški teolog Karl Rahner pravi, da ob smrti vsak človek dobi od Boga še enkrat možnost, da se odloči za Boga ali pa proti Bogu. To je ena od teoloških izhodišč. Kako bi kristjani o tem trenutku srečanja z Bogom razmišljali? Kaj je to? Kaj se tega dogaja? Se strinjam s to teološko mislijo. Mnogi teologi pravzaprav zagovarjajo to dejstvo, ne, ali pa to možnost, ne, da to srečanje z Bogom ob smrti dejansko pomeni osebno srečanje in srečanje z Bogom, ki je ljubezen, ne more biti kaj drugega, kakor tistemu, ki še ima kakšen zadržek, da ponudi še eno možnost. Tistemu, ki nima nobenega zadržka več in se mu vrže v objem, ni problem. Ne? Tam, kjer pa tega ni zaradi prejšnjega življenja, ker človek se pač celo življenje izraža. Ne? Človek se ne izrazi v enem dejanju, kakor čisti duhovi. Ne? Mi pravzaprav smo tudi ob smrti bomo približno to, kar smo bili celo življenje, ker ne moramo biti nekaj drugega. Ne? Svojimi stiskami, dvomi, negotovostmi. Ne? Gotovostmi in negotovostmi, z vero in nevero. Ne? No in ko bomo se taki znašli tam pred Gospodom iz obličja v obličje, kot pravi Sveto pismo, jaz mislim, da bo dana vsakemu res možnost, tudi tistemu, ki je sicer v življenju tudi Boga morda zavračal, da mu bo dana še ena možnost. In sicer v čem je ta možnost drugačna od zdajšnjih možnosti ali pa od prejšnjih možnosti, ki jih imamo v tem življenju. Mislim, da je drugačna v tem, da trenutek smrti, torej tega prehoda, človeka že odpira nekim novim dimenzijam, ki prej niso možne.
Se pravi, tu že se nekako razpirajo neke meje prostora in časa, ki nas tu omejujejo. In tu jih ne moremo predreti. Tu so še zaprte. Tu nimamo možnosti. Ja. Tam pa Bog že daje to, že odpira te možnosti. Bog. To pa seveda pomeni tudi širši horizont, kot ga je imel prej človek. Torej, vsestranski širši horizont. Tako v razmišljanju, razumski, čustven, duhoven horizont. Ne? In zdaj, če je več luči, bolj jasno vidimo. A ne? Torej bo tudi ta človek, če je v tistem trenutku mu dano nekaj več videti in vedeti, kot je vedel in videl prej, bo tudi s pomočjo tega se lažje odločil. Ker več vidi in več čuti, sluti in tako naprej. In recimo bolj doživi močno božjo ljubezen v tistem trenutku in bo se verjetno lažje odločil za bivanje z Bogom, kakor bi se odločil kdaj prej v času zemljskega življenja. Tu še eno vprašanje, ki je povezano s tem. Smrt kot razodetje moči vstajenja, ki jo je kristjan prejel po zakramenti. Kaj bi o tem rekli? Ja. No, to sem prej hotel malo nadaljevati, da to srečanje ob smrti je pravzaprav nadaljevanje nečesa, kar mi že živimo. To ni nekaj absolutno novega. Že prej smo razmišljali o tem, da je smrt sam en delček življenja, ne? Ja. Sicer en prehod iz ene oblike v drugo, ampak je del življenja. No, in ta trenutek je tudi trenutek življenja, ki nam omogoči, da z eno novo dimenzijo zaživimo to, česar smo bili deležni recimo pri krstu. Ne? Ker če smo pri krstu, kot radi rečemo, bili pokopani s Kristusom v smrt in vstali z njim v življenje, je torej vstajenje že resničnost, ki je v nas. Od krsta naprej. Od krsta naprej. Je to resničnost, ki jo mi že nosimo v sebi. Resničnost, ki jo Kristus že živi. Tako malo računamo. Ja, nažalost, različno bi rekel. Imamo ljudi, ki s tem zelo računajo. Sveto pismo nam nenehno o tem govori. Jezusovo učenje je bilo pravzaprav v temelju usmerjeno v to, da se ne zanašamo nase, da se mi ne moramo sami odrešiti z ničemer, pa naj bomo še tako pridni. Celo življenje, tudi če teoretično rečemo, če bi nobenega greha človek ne naredil skozi vse življenje, še ni odrešen zaradi tega, ker se sam ne more odrešiti. Odrešenje je zastonski božji dar. In kristjani smo prepričani in verujemo v to, da nam je ta dar podarjen že pri krstu. Je res v eni skriti obliki, ampak tudi Jezus je živel kot Bog in človek v skriti obliki. In ga je bilo treba ne z telesnimi očmi prepoznati, ampak z enimi drugimi očmi, z očmi duha, vere ga je bilo treba prepoznati. Ne? Na križu, zbitega, uničenega, umirajočega, tam prepoznati Boga. Ali pa v otroku v Betlehemu, tem dojenčku. Prepoznati Boga. To s telesnimi očmi ni mogoče. Ne? In z enako vero, kot tam kristjan prepozna Boga, v jaslicah ali na križu, z enako vero lahko resnično stajenja, ki se je v Kristusu že zgodila, prepoznamo tudi po krstu v sebi. In seveda, ko jo v veri to resničnost prepoznamo, jo lahko tudi razvijamo v življenju. Ne? To pomeni, kaj pomeni to drugega, ne da je kaj dodajamo, stajenju, odrešenju nimamo kaj dodati, je že uresničeno. Ampak življenje uresničujemo v skladu z vstajenjem in odrešenjem. Vstopamo v to, vedno bolj in bolj. Ne? In konec koncev, gledajte, ljudje si toliko prizadevajo, smo prej govorila, za zdravje. Ne? Ogromna sredstva tudi porabijo za zdravje. Ne? To zdravje v tem zemeljskem življenju. Kristus pa prinaša to zdravje. Tudi to zdravje, zemeljsko zdravje. Ampak tudi v končni obliki. Ker jasno je v krščanskem verovanju, da zdravje tukaj na svetu, na zemlji, ne more biti dokončno. V tej ali drugi obliki bo zdravje vedno zginilo. Pa naj še mejo pomikamo tako daleč. Kristus pa obljublja resnično zdravje,
ki se zgodi ob vstajenju. Se pravi, ob trenutku smrti, ko preidemo v drugo obliko življenja, se zgodi vstajenje. In vstajenje je resnično zdravje. Se pravi, se klica smrti preseka. Tako, k smrti ni več. Ne? In takrat je uresničeno človekovo hrepenenje, tudi zemeljsko hrepenenje, teženje po zdravju, je v polnosti uresničeno z vstajenjem. Za posameznika to pomeni je že takoj po smrti, če se poveže, če je v Bogu, a ne? Seveda za celotno stvarstvo na zunaj tudi manifestirano, pa verujemo ob koncu sveta. Ampak to je nekaj, kar tako nas vira uči, nekaj, kar je vezano že na trenutek naše smrti. Tam se razodene tudi, ali pa začnemo doživljati tudi polnosti zdravja, če smo v Bogu, seveda. Ne? Ja. No, zdaj ste že našli tretji, zadnji del našega pogovora, poklicanost k svetosti, svetniki in skrivnost učlovečenja. Poklicanost k svetosti je stvarni in sestavni del Kristusovega dela odreženja. V kakšnem smislu? Ja, mogoče najprej rečeva kako misel o svetosti, ne? Da bomo potem lažje videli, zakaj je tudi odrešenje pravzaprav klic k svetosti. Ne? Ja, svetost je po krščanskem prepričanju to, da iz človeškega sije Božje. Torej, da vse, kar je skozi to, kar je v človeku človeškega, skozi misli, besede, dejanja, čustvovanja in tako naprej, skozi vse sposobnosti, sije Božja navzočnost. To je svetost. In ko človek tako živi, da omogoči Bogu to pretočnost, da je Bog prisoten preko njega, preko njegovih misli, preko njegovih besed, preko njegovih dejanj, v odnosih z ljudmi, potem tak človek je svetnik. Ker zopet svetopisemsko razodetje, edini sveti je Bog. Svetost je lastnost, ali se tako rečem, ki pripada Bogu. Je Božji titul. Ja, je Božji titul, ne človeški, ali neke stvari, ustvarjenine. Kolikor pa stvari odsevajo Boga, toliko so svete. In seveda človek je edini, poleg angelov, ampak v tem telesnem svetu je človek edini, ki je poklican k temu, da zavestno to stori. Lahko tudi zavestno to prepreči. Ena sveča, ki jo imamo tu pred seboj, ne more zavestno preprečiti, da je sveta. Ona je sveta, toliko, kolikor je sveta. Sveta je toliko, kolikor upravlja to, za kar je ustvarjena. Sama ne more na to nič vplivati in toliko odseva Boga, to hočem reči. Toliko lahko nekdo tudi skozi to svečo doživi Boga in Božjo navzočnost. Medtem ko midva pa lahko z osebnimi odločitvami preprečiva, da bi drug ob drugem čutila Božjo navzočnost. Ali pa svojo odločitvijo to omogočiva Bogu. Bog pa gotovo to želi. In prepričan sem, da je človek kot takšen ustvarjen tako, da v vsej polnosti lahko zaživi samo takrat, kadar Bog v vsej polnosti sije skozi njega. Takrat je to najbolj človek. In ko je človek najbolj človek, je svetnik. To je to. In če smo pa mi poklicani tudi k vstajenju, pomeni življenju na Božji način, ker to je v nebesih, bomo sicer kot ljudje, ampak živeli na Božji način, pa to ne pomeni nič drugega, kakor to, da si v tako živem in tako stvarnem odnosu z Bogom, da pravzaprav vse izžareva to njegovo navzočnost. Tukaj se spomnim včasih nekakega človeka, ki bere eno knjigo in ga ta prevzame. In potem
kdorkoli se z njim začne pogovarjati, prej ali slej pride na to knjigo, na te ideje, ki so tam noter, in kar bruha iz njega. Ne? Ali kot mladi, ne, če so nekako venga zvezdnika zagledani, ne morejo drugače, kakor da o njem govorijo, da ga posnemajo in tako naprej. No in ko je človekov zvezdnik Bog in ne more več drugače, kakor da tako misli, govori in dela, kakor bi Bog na njegovem mestu, je svetnik. To je to. No, zdaj, če se vrnemo na prvo temo, smrt in svetnik, svetost svetnikov, potem lahko povemo, da je svetost proces odmiranja starega človeka in sosledje zavestne nositev v luči Božje volje. Ja, tudi lahko tako rečemo, gotovo. To je tudi ena izmed definicij. Morda je malo tvegana v današnjem času, ker je malo starejša, zato ker včasih so vsi vedeli, nekako razumeli, kaj je to Božja volja. Danes je težko govoriti o Božji volji. Ljudje ne razumejo Božje volje, kaj bi to bilo, kakor da Bog zdaj ima eno voljo, ki jo hoče na meni uresničiti. In zdaj jaz moram biti sužen te njegove volje. Seveda, če bi si tako predstavljali, to ne gre. Ampak Božja volja ni nič drugega, kakor da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice. Zopet, če vzamem katekizemski stavek. Božja volja je, da bi se vsi ljudje zveličali. To se pravi, da bi vsi ljudje bili svetniki. To je Božja volja. Ne pa, kako bo posameznik postal. Torej, Božja volja ni v tem, da moram jaz zdaj levo, ne pa desno. Pravzaprav je Bogu vseeno, grem jaz levo, grem desno. Pomembno je, da kjerkoli bom šel, da bom šel tako, da bo on skozi mene lahko deloval, se uresničeval in skratka, da bom živel nekako tako, da me bo on lahko zveličal, da bom lahko prišel k njem ali drugače, da bom v osebni povezanosti z njim. V Svetem pismu imamo dvakrat direktno rečeno v Evangelijih in pri Pavlu, da moramo vedno moliti. Pa saj ne moraš vedno moliti Oče naš, se moraš kaj druga delati. Ampak vendarle pravi, da moramo vedno moliti in se nikoli ne naveličati. Bolj ko to razmišljamo, bolj lahko pridemo samo do tega, da to torej ne more pomeniti ponavljanja nekih obrazcev, čeprav obrazci pomagajo pri molitvi, ampak da je to pravzaprav prebujanje hrepenenja po Bogu, da je to ta stalna molitev. Kako dva zaljubljenca ne moreta, ne da bi hrepenela drug po drugem, ali pa še bolj dva, ki se resnično ljubita. Enostavno ne morata odmisliti tega, tudi če bi hotla, včasih rečejo, ja, me moti to, kar mislim, kar skozi jo imam ali ga imam v mislih, tako da me že pri delu moti, včasih kdo reče. Vidite, in zdaj, če ima človek takšen odnos z Bogom, tako osebno odnos z Bogom, da ga tako živo doživi, potem izpolnjuje njegovo voljo, s tem, da stalno moli. To je pravzaprav skozi živi v Božji navzočnosti. In zato tudi vse, kar počne v dialogu z Bogom. In s tem že presega smrt. In s tem je že onkraj smrti. To je že onkraj smrti, ker mi že večno življenje, kot smo že prej razmišljali, nosimo v sebi. Nam je že, po krstu nam je že darovano. No, morda še to enkrat poudarjava, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da zemeljsko življenje ni eno drugo življenje, potem pride pa večno življenje. Mi že živimo večno življenje. Mi že živimo. Krščani ga že živimo. Je že nam dano. In mogoče se tega premalo zavedamo. No, tu so zdaj se že odgovorili na zadnje vprašanje, sem ga tako nekako formuliral. Svetost je enako novo nebo in nova zemlja, je enako poslednje reči, je enako novice me res, vprašaj. Ja, lahko to enačbo postavimo. Seveda bi pa bilo dobro jo vedno znova in znova tudi razlagati. Če rečemo novo nebo in nova zemlja, s tem seveda ne mislimo eno drugo nebo in drugo zemljo. Ampak to je ta zemlja, to nebo, to se pravi jaz in ti, mi dva, na nov način.
na nov način, ne druga. Ne? Tudi verujemo v vstajenje naših teles, mesa pravimo v veri, ne nekih drugih teles, nekih novih teles, v tem smislu drugih. Bodo naša telesa, ampak nova, torej na nov način, na poveličan način, o katerem seveda nič ne vemo, ne? Čeprav teologi so si izmislili nekaj lastnosti poveličanih teles, ne izmislili, no, malo pretiravamo, ne? Ampak vsekakor nakazali smer, ne, v katero lahko razmišljamo, da je to neumrljivo telo, netrpljivo telo, ne, da je to telo, ki ima neko gibkosti, prosojnosti, ne, zaradi svetega duha, ki sveti duh ga naredi prosojnega, torej ni več ujet gibkost, ne, v prostor in čas, ima eno druge sposobnosti, ne, to se pravi, ampak gre za isto telo. Zato najno telo, ki če se zdaj zaletiva tule v steno z glavo, bova čutila, ne, medtem ko Jezus po vstajenju je pri zaprtih vratih prišel. Ne? Se pravi, odnos materije do materije, tudi odnos materije do materije je v poveličanem stanju drugačen, kakor imamo zdaj izkušnjo. Ne? In no, jaz mislim, da se tega lahko samo veselimo. To pomeni, da svetost kot sposobnost delati dela ljubezni pomeni delati dela, ki so polna prvin vstajenja. Tako, ker nebesa pravijo... Je to druga kategorija, ne? Ja, gotovo, to je druga kategorija v tem smislu, da direktne izkušnje zdaj nimamo. Ampak to pa ne pomeni, da nič od tega, kar bomo potem v vsej polnosti živeli, zdaj tudi ne slutimo in delno tudi kdaj doživimo. Ne? Vse včasih že rečemo, da smo pa doživeli delček nebes. Ne? In konec koncev, pogledajte, če smo pri Evharistiji, a ni Evharistija, a ni to Kristusovo telo in kri, ta košček kruha in nekaj kapljic vina, ali nista to delček nebes na zemlji? Če je tu prisotno Kristusovo poveličano telo po svojem bistvu. Nebesa so tu, niso nebesa nekje. Ne? To je resničnost, ki je sicer v teh pogojih sedanjega življenja še skrita. Tu ne more biti odkrita. Je skrita, ampak je že prisotna. V večnosti, v nebesih, če tako rečemo, bo pa to tudi za človeka odkrito. In to je razlika. Vendar pa že zdaj, ko uresničujemo ljubezen, vsaka resnična ljubezen, uresničena že v tem življenju, že v sebi nosi prvine vstajenja. In zdaj, tako mi je zelo všečena taka misel, no, da skozi smrt gremo v življenje samo s Kristusom. In skozi Kristusovo smrt. To je nikoli sami. Nikoli sami, danes je pa Kristus v cerkvi navzoč, se pravi, to je vedno občestveno dejanje. Ne? Že prej smo govorili, kako pomembno je, da je ob umirajočem eno občestvo zbrano. Ne? To je, ampak gre pa skozi smrt Kristusovo v vstajenje. In v tej smrti dejansko izgine vse. To je kot skozi peč, tudi svetopismo uporabi to prispodobo, talilno peč, da tam se sežge vse, kar ni ljubezen. In na drugi strani groba, če hočete, ker grob ima, Kristus odpre grob pravzaprav na drugi strani. Ne na tisti, v kateri smo not položili človeka, ampak na drugi strani ga odpre, seveda ne prostorsko, ampak duhovno gledano. Ne? Na drugi strani pride ven od človeka, če tako rečem, samo tisto, kar je bilo storjeno v ljubezni. To preživi smrt. Mogoče še zaključni misel, gospod Načkov, za praznik jutrišnjih svetnikov, kako ne ga upajamo? Predvsem z eno radostjo, z veseljem. Res imamo navado reči, da je to dan mrtvih. Za kristjana je to gotovo dan živih. In obisk na pokopališču ni nek žalosten obisk. Obisk pokopališča, groba, je pravzaprav lahko eno veličastno dejanje.
hvaležnosti, zahvale za to, kar so nam naši dragi rajni storili v življenju, za možnosti, ki so nam jih dali, ki so nam jih pripravili, ki jih mi še zdaj živimo. Ne? Hvaležnost za največje vrednote, ki so nam jih dali, kamor spadajo gotovo vera, upanje, ljubezen. Da so nam ti ljudje to omogočili, da so nas tega naučili, da so nam to posredovali. Ne? Potem drugi vidik se mi zdi, ja, gremo na pokopališče tudi zato, ker človek, ki je telesno duhovno bitje, potrebuje tudi materialni stik, tudi z našimi rajnimi. In tu je materialni stik. Tu so relikvije, če hočete, tudi naših svetnikov, ki še niso razglašeni za svetnike. In mi živi to potrebujemo, da se jih dotaknemo. To nam da, nove dimenzije nam to odpre. Tudi to je simbolno dejanje. Stopiti na pokopališče, stopiti v grobo, ne? Tam v duhu se srečati z našimi rajnimi, ki so res živi, ki niso mrtvi. In to je, kot za časa življenja, je drugače, če se midva res srečava, telesno pa se dotakneva ali pa se sam po telefonu pogovarjava. Ne? Je bistvena razlika. Tudi za naše pokojne velja. Ne? Ko smo na grobu, smo v neposredni bližini njihovih telesnih ostankov in je to za človeka čisto drugo ozračje in okolje, kakor 2 kilometra ali pa 10-100 kilometrov stran. Ne? Tudi ta vidik ne smemo zanemariti. Ne? In poglejte, te bistvene stvari obiskov in potem seveda molitev recimo na grobu, ne, za to, če še in kolikor potrebujejo še očiščevanja naše rajni. Ne, vse to je bolj pomembno od tega, kako smo grobove ukrasili. In pravzaprav je potrebno okrasiti grobove, ampak lepo, okusno. To bo znani izraz notranje drže. Ne? Tako. Naj bo to res izraz naše ljubezni in notranje drže odnosa do smrti in do naših pokojnih, ne pa zgolj zato, da bo, ne vem, preobilje rožice pokazalo. Ne? Gospod Tačkov, hvala, da ste prišli, hvala za pogovor, hvala za vse to, kar ste povedali, za pričevanje, pa lepo pozdravljanje tudi vam. Ja, hvala za možnost, ki ste mi jo dali in tudi jaz želim vsem poslušalcem in gledalcem res lepo praznovanje praznika. Dragi gledalci, tako smo zaključili pogovor z nadškofom pomočnikom v Mariboru, dr. Marjanom Turnškom.